Prvi dan drugega delovnega tedna čete v vijoličastem je bil še živahnejši kot ponavadi. Igralci so imeli zapolnjen program z dopoldanskim treningom in popoldansko tekmo, vmes pa se je zgodil pomemben trenutek za nadaljevanje sezone. Izvedeli smo, kako se bo za NK Maribor začelo novo evropsko popotovanje. Slovenskega prvaka sta na žrebanju kvalifikacijskih parov za Ligo prvakov na sedežu UEFA Unionu zastopala direktor Bojan Ban in sekretar Uroš Jurišič. Strokovni štab pa je čakal na razplet v klubskih prostorih. In dočakal dobro novico. Ime nasprotnika sicer še ostaja neznanka, vendar soočenje zmagovalcem para prvega kvalifikacijskega kroga med ekipami iz Andore in Luksemburga obeta uresničitev prvega cilja na mednarodnem prizorišču. Ja, moram reči, da smo tokrat bili zelo srečne roke. To smo si želeli smo si kar normalno, čim slabšega nasprotnika, ki nam daje več garancij, da bo Maribor v tretjem krogu. Imamo veliko obvezo, ne samo zmagati, ampak dobiti tudi 6 točk, kar je zelo pomembno v naslednjih rangiranju koeficienta v Evropi, tako da imamo eno obvezo, ki mislim, da jo bomo izpolnili. Tekmec vijoličastih bo boljši v obračunu Santa Coloma Dudelange. Prva tekma drugega kvalifikacijskega kroga bo 12. ali 13. julija v Ljudskem vrtu, povrat na teden pozneje v Luksemburgu ali Andori. Nas čaka teh veliko tekem v pripravah, potem jasno zelo pomemben superpokal in pa potem takoj na začetku uradnega dela tudi Evropa, v kateri si enostavno želimo iti naprej. In ne glede na to, da to ni tekmec, kot je bil lani, da je to kvaliteta najbrž malce nižja, kot je bil lani Videoton, je primeren tekmec in je veliko boljše tako. Da je bil ponedeljek še prijetnejši, so v tekmovalnem delu dneva poskrbeli udeleženci nestrpno pričakovanih kvalifikacij za Ligo prvakov. Čeprav je bila na drugi strani v prejšnji sezoni tretja uvrščena ekipa prvoligaškega tekmovanja v Gruziji, Olimpij Rustavi, številnim igralci v svojih vrstah, ki so spoznali Ljudski vrt pred 2 letoma v majici Vita, ni mogel enakovrednejši boj. Predstavitev ekipe v vijoličastem domačem občinstvu bomo pomnili po všečni igri in številnih domiselnih potezah. Aktivna igra pa je prinesla pol ducata golov v gostujoči mreži. Najprej je bil po podaji Vilerja Velikonja dobro postavljen in je natančno poslal žogo po tleh v levi kot. V 32. minuti je bil Bediašvili še drugič premagan. Velikonja je podal do Berića, Bediašvili je uspel ustaviti njegov udarec, a le začasno. Žoga se je odbila do mezge in z bližine jo je rutinirano spravil čez golovo črto. Pred odmorom še tretji gol. Zadel je Berić s pomočjo gruzijskega branilca, ki je preusmeril žogo v mrežo. V drugem polčasu je šlo na igrišče 11 novih obrazov v vijoličastem, ki pa so nadaljevali zagnano igro in dodali še 3 zadetke. Da Silva je uspel le v 2 minutah dvakrat zatresti mrežo. Najprej s spretnim udarcem z 20 metrov, že v naslednjem napadu pa še z glavo po podaji Ploja. Ja, čestitam soigrač. Tekma je bila dobra. Mislim, prvo polovreme malo boljše, drugo polovreme ne znam, zato što su i stari igrači, imaju previše stari igrači, nisu mogli nas prati malo, ali sretao sam, najviše sretao od svih igrača, zato što sam 2 gola dao, tako da idemo dalje. Nasprotnik nije bilo ono što smo očekivali, ali ako hoćemo u Europu uđi, treba nam, mislim, još bolja tekma. Gruzijci so skušali priti do vsaj časnega zadetka, vendar se je pred koncem tekme znova zatresla njihova mreža. Po spretnem prodoru in podaji Jelića je z udarcem po tleh v levi kot za končnih 6-0 zadel Črnic.